Po koncu sezone 2022 so pri McLarenu objavili, da ne bodo podaljšali pogodbo z njihovim, imenujmo ga, pokroviteljem za gorivo. Poglejmo, zakaj je prišlo do ločitve med McLarenom in Gulfom. Verjamem, da ni potrebno posebej poudarjati, da meni kot ljubitelju motošporta je znamka Gulf posebej pri srcu. Ampak ni toliko vezana na dogajanje v svetu Formule 1, kot na tisto, kar pomeni v svetu vztrajnostnih dirk in prototipov. In tu je treba poudariti, da v tej zgodbi McLaren kot ekipa nima tako velike vloge, kot so nam nekateri pravili. Namreč izvorno znamka Gulf je svoj mit zgradila pri ekipi Wire z Porsche 917 in seveda Fordi GT40. Šele kasneje, ko je prišel McLaren F1 GTR, se je zopet pojavil ta pokrovitelj. A tu je treba poudariti, da takrat ekipa McLaren ni bila udeležena v tistih vztrajnostnih dirkah in zmaga, tudi na 24 ur Le Mana. Treba je poudariti, da mnogi so rahlo prikrojili zgodovino, zato da bi zgodbo Gulfa in McLarena naredili malce bolj zanimivo. In ukolikor ste gledali moje starejše prispevke, ste verjetno tudi opazili, da tam, kjer skušam razložiti, odkud prihaja oranžna barva McLarena, obstaja teorija, da je bil prav Gulf Oil tisti, ki je to barvo nekako prinesel v barvno shemo. Kogar zanima ta prispevek, kot običajno dobi bližnjico v samem opisu, ampak vrnimo se na današnji čas. Treba je razumeti, da tisto, kar danes vidimo kot Gulf, ni niti senca onega, kar je bil pred desetletji. Danes gre za običajnega pokrovitelja in ne za dobavitelja goriv ter mazil. In če smo pravzaprav iskreni, ni bil edini pri McLarenu, ki je dobavljal goriva in maziva več zaporednih sezon. In videli bomo čez nekaj trenutkov, da imamo druge dobavitelje, ki so morda lahko pustili tudi večji globi pečat. In ukolikor začnemo takoj za tisto ero Gulfa pri McLarenu, so imeli na svojih bolidih pise Texaco, ki so v začetku tega obdobja celo dali ime seveda ekipi poleg tobačnega pokrovitelja. Seveda tukaj je McLaren N23 iz sezone 76. A ni to tisti glavni dobavitelj goriv in maziv, ki je pustil seveda izjemno velik pečat pri McLarenu? Shell je v 80. in 90. letih praktično bil vezan na McLaren. Pa ne glede, ali so imeli tu turbomotorje TAG ali pa kasneje Hondo. Šele po tem obdobju se je Shell preselil znova k Ferrariju. In ukolikor ste gledali razne propagandne filme, ste morda opazili, da v obdobju Shella in Ferrarija manjka kar nekaj desetletij. Konec koncev pri McLarenu po tem obdobju smo imeli kar nekaj let Mobil 1, ki je nekako zopet bil prisoten, dokler McLaren je bil tam na vrhu zmagoval in je imel na razpolago takrat motorje Mercedes-Benz.
šele ko so zopet prišli na Hondo, na praktično drugi sezoni turbohibridne ere, so se začele zadeve nekako spreminjati, kar nekaj dobaviteljev se je zamenjalo in v zadnjih 2 sezonah in pol smo res videli Golf. Ampak Golf danes je samo znamka in McLaren so plačevali za to, da so bili njihovi napisi prisotni tako na bolidih kot na zaščitnih oblekah. Da bi oni dobavljali goriva in maziva, bodimo iskreni, nimajo kapacitet. In tudi Mercedes takega pogoja ne bi sprejel, kajti to bi pomenilo dodatno testiranje za prilagajanje specifikacij pogonskega sklopa. Zato tu lahko vidimo, kako zadeve delujejo v sodobni Formuli 1. Pri McLarenu so lepo uporabljali maziva in goriva Petronasa, samo na krovih smo videli znamko Golf. In poleg tega treba je omeniti še nekaj. V raznih člankih ste lahko zasledili, kako enkratno je bilo videti ono posebno barvno shemo na veliki nagradi Monaka. Kot sem povedal, tista barvna shema ni imela veze s Formulo 1, temveč s svetom vztrajnostnih dirk. Zakaj so se pri McLarenu tako odločili? Ja, ker je naredilo zgodbo bolj zanimivo, čeprav je bila popolno izmišljena. In zato taki članki, ki nam nekako opevajo to sodelovanje med McLarenom in Golfom, v bistvu nimajo kakšne resne podlage. Namreč v začetku 70. let so pri McLarenu imeli seveda bolide v barvah tobačnega pokrovitelja in tu je bil dobavitelj maziv in goriv Texaco, poleg tega v isti sezoni, praktično v isti ekipi, še bolid, ki je imel pokroviteljstvo znane kozmetične družbe. In tu je bil seveda dobavitelj takratni Golf. In že tu vidimo, da ta naveza ni bila ne tako močna in ne tako ekskluzivna. Zgodbo seveda so v današnjem času malce prenapihnili tisti, ki se ponavadi ne spoznajo preveč na zgodovino motošporta in predvsem Formule 1, ampak kljub vsemu obvladajo množične medije in pričarajo marsikaj, kar ni bilo res. Pri McLarenu so izgubili pokrovitelja in to je tudi vse. O neki prekinitvi mitičnega sodelovanja pa po mojem mnenju ni ne duha in še manj sluha. Tako kot običajno, moje videnje in moje mnenje. Za danes je pa seveda to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.